je predsednik Državnega zbora zdaj zavrnil samo eno vašo zahtevo za sklic izredne seje. Drugim je pripravljati, da bo čevala tako drugače. In v tem me zanima, kaj je z tudi vašo zahtevo za izredno sejo na temo, ko se spominjamo nekratko o razpravi o imenovanju kriminalistične službe parlamentu, pa nekaj takega. Ne? To je eno moje vprašanje. Drugo, pa nam lahko postrežete statistiko zahtev SDS za izredne seje in tudi za nujne seje odbora na komisiji zdaj. No, jaz vam lahko samo naštejem naše zahteve, ki smo jih vložili, pa niso bile sklicane. Mi smo 10. decembra 2008 vložili zahtevo za izredno sejo Državnega zbora, na kateri bi obravnavali novelo zakona o dohodnini in novelo zakona o dohodku pravnih oseb, ki jih je vložila še bivša vlada, in ta seja ni bila sklicana. Potem smo skupaj z nacionalno stranko vložili zahtevo za obravnavo napovedi predsednika odbora za zunanjo politiko Iva Vajgla v Beogradu v začetku izdajanj odločb, tako imenovanim izbrisanim. In tudi ta seja, takrat, ko je bila vložena, ni bila sklicana. In šele potem, ko so zahtevali spremembo naslova, tako da se je pa zaprav nekako potvorilo bistvo te zahteve, šele potem je predsednik Državnega zbora to zahtevo sklical. Potem smo sklicali, oziroma zahtevali sklic 26. novembra 2009 izredno sejo Državnega zbora, na kateri bi obravnavali prikrivanje podatkov Državnemu zboru sa strani Banke Slovenije in Nove Ljubljanske banke, glede kreditov, ki jih je Nova Ljubljanska banka odobrila podjetjem v skupini Ultra. Prej sem povedal, da je bil šele tretja zahteva realizirana, da se ta točka obravnava. Dve je predsednik Državnega zbora zavrnil. Potem smo tudi skupaj, kot sem rekel, z nacionalno stranko dvakrat predlagali obravnavo, na rekovajih, projekt Stožice. Obe zahtevi je predsednik Državnega zbora zavrnil. In tudi dvakrat smo vložili zahtevo za izredno sejo Državnega zbora na temo, to, kar ste vi vprašali, to se pravi na domnevno zlorabo policije v politične namene in domnevno uporabo prikritih metod. Tudi tu je zahteva dvakrat zavrnjena. Rad bi vas ob tem opozoril, da smo vložili tudi še nekaj sej odborov, nujnih sej odborov, in sicer 12.12. smo na odboru za zunanjo politiko želeli, skupaj smo to vložili s Slovensko ljudsko stranko in Slovensko nacionalno stranko, da bi obravnavali izjave predsednika odbora za zunanjo politiko v Beogradu. Ta zahteva ni bila realizirana. Potem smo 29.12. in 30.12. smo zahtevali tudi sejo odbora za zunanjo politiko zaradi nespoštovanja zakonskih določil Zakona o zunanjih zadevah v postopku obravnave in imenovanja za veleposlanika Republike Slovenije na Dunaju. Tudi ta seja ni bila sklicana. Potem smo 21. oktobra 2009 zahtevali sejo odbora za zunanjo politiko, kjer bi obravnavali predlog za imenovanje veleposlanika Ruske federacije. Ta seja tudi ni bila sklicana. Potem smo 28. oktobra 2009 s popravkom 2.11. zahtevali sejo odbora za delo, družino in socialne zadeve, kjer smo vložili zahtevo, da bi ta odbor obravnaval sume netransparentnega in nezakonitega postopka elektronizacije študentskih bonov. Tudi ta seja še ni bila sklicana.
Potem smo 30. oktobra 2009 zahtevali sklic odbora za zunanjo politiko, kjer bi obravnavali uhajanje zaupnih informacij. In ta seja je bila potem, ni bila sklicana v 15-dnevnem roku, ampak je poteklo več kot mesec dni namesto predpisanih 15 dni in tako naprej. Teh primerov v tem mandatu je veliko. Ob tem, da v primeri, ko morda kakšen predsednik delovnega telesa iz vrst opozicije, kaj ne skliče, skliče koalicija. Mimo predsednika delovnega telesa, kljub temu, da je predsednik delovnega telesa v državnem zboru. In take primere smo imeli. Pa tudi v teh primerih predsednik državnega zbora ni reagiral. In če je predsednik državnega zbora tisti, ki je po poslovniku zadolžen za zakonitost dela državnega zbora, to pomeni, da mora pri svojih ravnanjih upoštevati ustavo, upoštevati poslovnik in zakone, potem se že iz teh primerov vidi, da predsednik državnega zbora teh določil ne zakona, ne ustave, ne poslovnika ne upošteva. In vsi, kot sem tam citiral njegovo izjavo na 58. kolegija, pravzaprav arbitrarno odloča, kaj in katerem primeru bo kakšno zadevo sklical. Tu niso pomembni ustavni razlogi, niso pomembni za njega poslovniške določbe, ampak to, kaj se njemu zdi primerno, da skliče. Na tak način državni zbor ne more delovati, ker take arbitrarne pravice predsednik državnega zbora nima, nimajo tudi nišče drugi v tem državnem zboru. Točke je potrebno obravnavati. V primeru, če se predsednik državnega zbora, kakšna koalicijska stranka, kakšen poslanec, kakšna koalicija s predlogi sklepov ne strinja, ima vso možnost, da te predloge amandmira in jih potem pač postopko obravnavamo, kot v vseh drugih primerih. Kot v vseh drugih primerih. Ne more pa predsednik državnega zbora od nas zahtevati, da vložimo zahtevo tako, kot to misli, da je za njega primerno. To je cenzura.